Irska se pripravlja na referendum o tem, ali naj liberalizira zakon o splavu ali ne. Referendum bo prva priložnost po 35 letih za preoblikovanje enega od najstrožjih zakonov o splavu, ki so razdelili nekoč globoko katoliško državo. Volivci bodo odgovarjali na to, ali želijo razveljaviti spremembo ustave, ki se je zgodila leta 1983 za zagotovitev enake pravice do življenja matere in njenega nerojenega otroka, ali pa omogočiti parlamentu, da določi nov zakon. Podporniki kampanje za želijo, da se spremembo razveljavi, kar bi utrlo pot do liberalizacije zakona o splavu. Podporniki kampanje ne pa želijo ohraniti spremembo ustave, ki daje otroku in materi enake pravice. Prav zaradi tega sta tako ena kot druga stran zdaj zelo aktivni. Še pred 5 leti je bila na Irskem popolna prepoved splava, ki pa so jo omilili v primerih, ko je življenje mater ogroženo. Ta poteza je spodbudila mlajše volivce, da so sprožili predlog o bolj celoviti reformi zakona. Mnogim predstavlja referendum zadnjo vihro globoko konzervativnega elementa v družbi, ki je usmerjena v zelo dolgo zgodovino nadzora nad ženskami. Ruski predsednik Vladimir Putin se je včeraj zvečer v Moskvi sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Pogovarjala sta se o sodelovanju med državama, Vučić pa je Putinu zagotovil, da Srbija ne bo postala članica zveze NATO. Putin je izrazil zadovoljstvo ob srečanju in izpostavil, da sta se Srbija in Rusija borili proti skupnemu sovražniku. Poudarila sta tudi, da je trgovinska menjava med državama narasla za 23%. Vučić pa je kasneje medijem nakazal, da bo Srbija kupila od Rusije novo orožje, ki pa ga naj ne bi potrebovali za spopade, ampak za preprečevanje teh. Putin naj bi tudi sprejel vabilo za obisk Srbije, kamor naj bi prišel že konec leta. Japonski premijer Shinzo Abe, južnokorejski predsednik Moon Jae-in in kitajski premier Li Keqiang so izrazili skupno zavezanost za sodelovanje pri procesu razorožitve Severne Koreje. Moon je po srečanju dejal, da so za popolno razorožitev Korejskega polotoka ter trajno vzpostavitev miru. Njihovo srečanje je prav v času, ko potekajo priprave na srečanje severnokorejskega in ameriškega predsednika, ki bi temeljilo tudi na pogovorih med obema Korejama.